Riba in oko sta najboljša simbola za Kino otok, zato ker je riba brez očes grozna. Zato ker ribe plavajo okrog otoka. Ker predstavljata to, kar Kino otok najbolj je. Lepo opozarjata na morje, širino pogleda in izolacijo. Z očmi komuniciramo najboljš, se povemo zgodbe z očmi. Meni malo dol visi za simbole, moram reči, ampak sta pa ta prava, zato ker oko je kamera, je gledalec, je tudi oko unga, ki dela film. Ker če predpostavljamo, da oko predstavlja gledalca, se ta na Kino otoku najbrž počuti kot riba v vodi. Čeprav ribištvo nima več tako močne vloge kot nekoč v Izoli, je riba še vedno simbol Izole. Riba je prava, ker ima ta privilegij, da ne rabi dihalke, da bi štekala v svet, ki se dogaja pod gladino. Ne vem, koliko se ta lahko spremeni en film, lahko spremeni en večer, lahko tudi celo življenje. Ne vem. Cel svet. Svet spreminjajo ljudje, ki ustvarjajo filme, in tistih, ki jih gledajo. Ja, ampak tudi svet spreminja, ravno tako kot svet spreminja film. Nisem neki filmar, ampak v bistvu, kaj pa je življenje drugo kot en film, ne? Film spremeni človeka in človek je tisti, ki spreminja svet. Film lahko obrne svet naokrog. Kino otok vidim kot otočje, kot en arhipelag, tako da imamo ogromno otokov za raziskati. Štart je v Izoli, kamor vsak hoče. Ker če veš, kje je tvoj dom in kje se počutiš najboljše, potem je lažje oditi tudi v svet. Letos pluje predvsem proti vedno bolj prvoosebnemu pripovedovalcu v filmih. V brezmejnost. V vesolje. Vedno proti horizontu. V neskončnost. Kino otok ostaja v Izoli in širi ljubezen naprej.